Tako, radio Zeleni val, poln pozitive, ura pa točno 11. Tudi mi bomo nadaljevali v sproščenem vzdušju. V studiu pozdravljam Iztoka Gartnerja. Dober večer. Lep pozdrav in lep pozdrav poslušalcem Zelenega vala, pa vsem tistim ljudem tam od zunaj, ko zdaj kričijo in se derejo, ko so čuli, da sem jaz gost, ne? Svaka čast. Tako Bravo, več to bi všeč, bravo. Tako, torej Iztok Gartner, slovenski igralec, glasbenik in še kaj. Kaj je ena beseda ali pa besedna zveza, ki najbolje opiše Iztoka Gartnerja? Zdaj, vmes med mojim imenom in priimkom je fucking, ne? Se pravi, Iztok fucking Gartner, mislim, da je to, ne? Mislim, da je ta, popravi mikrofon, ja. Mislim, da je ta beseda bistvo, drugače pa le šala na stran. Jaz sem vedno sam se preko, da sem zabavljač, ne? Človek dobre volje, norec in, ne vem, nekdo, ki se ima pač fajn, ne? In to je to. In to je važno, a ne? Ja, to je važno, ja. Zdaj tako, predstavi si se javnosti, oziroma najbolj te poznajo po pesmi Ginekolog. To bomo tudi sedaj slišali kmalu, da nam povej kaj več o tej pesmi. Ja, to je pa... Kaj pa ti tukaj? Ginekolog, to moram pa pohvaliti zdaj ekipo Zelenega vala, pazi, to gre zdaj v anale zgodovine vašega radija. Pred 100 leti je to bilo, ne, takrat, ko je ta komad prišel ven, ste vi bili eden redkih, če ne edini radio v Sloveniji, ki je imel jajca, po domače povedano, ta komad vrtet, in vas moram zdaj pohvaliti, da ste že takrat imeli pogum in da ga imate zdaj spet pogum, ker ta komad je očitno bil kontroverzen, ker je pač govoril o ginekologiji in o pregledovanju žensk in o tem, da morajo ženske hoditi na preglede, in mi smo takrat posneli ta video spot pred 8 leti s takrat s ful znanimi manekenkami od Tatjane Tutan, Alje Klapšič, Mihaele Kukovec, Tinkare Zorec iz Bipopa. Skratka, dobra ekipa je to takrat bila in meni je bilo to res fajn. Jaz sem takrat potem odprl tudi ginekološko ordinacijo in sem žal delal na črno, kar ni bilo všeč Pahorju, in sem mogel to zapreti in zdaj smo tukaj smo, ne? Tako, zdaj smo tukaj smo, kot pravi Iztok Gartner, pa si zavrtimo ta komad. Ja, torej, ja, dajmo. Ginekolog. Are you ready? Naj se vam predstavim, sem vaš ginekolog, pacient, imam več, kot jih spravim v blok. Kar naprej, gospa, uležte se na mizo in mi pokažte svojo lepo zizo. To so vaše joške, zaporno krožke, šlatajo se vedno Celja do Koroške. Gremo malo nižje, zaprite oči, malo bo zazeblo, čudno se zdi. En bris, dva brisa in trije, problem je takrat, ko se ženska spodaj ne umije. Ampak vi ste dama, čista kot Dalaj Lama, ko ste suhi, dobro vam je moja pičama. Hvala za obisk, prosim naprej, dragi možek, nič čudno ne glej. Ginekološki pregled je važna stvar, nujna zadeva pred potjo na oltar. Muce so različne, vse so dvolične, najlepše je takrat, ko jih kažejo kraljične. Ene so kosmate, druge obrite, tretje dišijo, četrte so kremšnite. Ko jih pregledaš, se mal zaboli, potrpite, drage moje, saj to mene veseli. No ja, res je, da čas na jokni grego, kakva ženska reče neki, to se ne sme, tako pač je treba posrbet, mucko pregledat, zaplesat balet. Jaz sem ginekolog, a pridi, o moj brlog. 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 Pa prav mi se sličke, fekul, ko si ginekolog. Vsaka beba bi šla s tabo na sok, vsak mesec vidiš na tone nagih vat, vsak dan se dotakneš njihovih sačk. Res je, daš na mizi se me vznano gospo, skrbno sem pregledal njeno urejeno muziko. Helena, Simona, Nuša in Pika, Carmen, Natalija, Irena, Memika, Tadeja, Sandra, Katja in Metka, in Špela, Alenka, dva zadetka, Petra, Sanja, Maša in Valentina, Tjaša, Nadja, Mojca in Kristina. Znana imena, ki sem jih pod sabo imel, lepa dekleta, ki moj inštrument im je pel. Jaz sem ginekolog, pridi, o moj brlog. Jaz sem ginekolog, pridi, o moj brlog. Jaz sem ginekolog, pridi, o moj brlog. Jaz sem ginekolog, pridi. Iztok Gartner torej in ginekolog. Iztok Gartner v našem studiu. Pa še ena skladba je sedaj, ki je zelo popularna, tudi predstavitev te skladbe je potekala v ponedeljek. To je 50 odtenkov sive in pa zraven pa še. Udari me.
Udari me. Ja, to lahko govorim, ali vidva, ste mislili, to je pač moj nov projekt, ne, ki smo se ga zdaj lotili po 8-letni pauzi glasbeni, smo rekli, lej, zdaj je pa čas, da mi ta komad, da mi ta komad spravimo v eter in da ga naredimo tako, kot se spodobi. Komad je star 10 let, ne. Se pravi, mene je inspiriral ta film 50 odtenkov sive, ki mi je bil z Andrejak, po domače povedano, jaz sem rekel, lej, mi moramo narediti nekaj boljšega, mi moramo Slovenkam pokazati, kak se šeška, mi moramo Slovenkam pokazati, kak to gre pri nas doma, razumeš, ne? In smo se pač odločili posnet videospot, ki je doživel premiero v kinu v Celju v ponedeljek, polna dvorana, res super. In tudi v ta spot smo povabili znana imena slovenske estrade, recimo 3 barovke so notri, Vita Udovič, ki je danes tudi tu z nami, in seveda Maruša Trampuš, pa Miloš Mar, pa potem Miss Universe Sara Savnik, 2013 pa Slači fan Triki in še marsikdo, skratka spet en tak provokativen, fajni spot, ki je pa meni osebno veliko boljše rato kot ginekolog, ker ginekolog je bil čip, ne? To je bila čip varianta, za tiste čase, dobro, 100 let nazaj je bilo v redu, zdaj smo pa naredili res tak fajni profi spot, ki ga je snemala tudi ekipa filma Vloga za Emo, tako da ko mi čakam, da damo to na internet, da boste videli, kaj smo naredili, tisti, ki jih pač v kinu ni bilo, ne? Tako da noro, res. Zdaj sam še šeškam, lej. Aha, super, kdaj pa potem pričakujemo na YouTubeu ta komad? Lej, to zdaj tako malo dražimo ljudi, danes bo, jutr bo, pojutršnjem bo, da malo pričakujejo, ampak jaz mislim, največ nekaj se še dogovarjamo za neke ekskluzivne premiere in bomo videli kak pa kaj, ampak jaz mislim, da v roku enega tedna bi ta komad končno moral dobiti video podobo tudi na zelo glasnem YouTubeu, ne? Aha, ali pa na Radio Zeleni val, mogoče, imate kak stream, da ga pokažemo ekskluzivno tu? Seveda, ja, vse se da urediti. Mislim, da se smel to, z šefico. Ja, zdaj gremo v živo, v Zelen TV-ju. Zdaj smo v živo, zdaj smo live. Lahko tu zdaj tako. Drug teden ob 8 pride spet sem in naredimo live videospot v živo, prvi radio na svetu, ki bo imel videospot, ki bo predvajal. Ok, torej, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prvi radio, ki bo predvajal videospot 50 odtenkov sive, Udari me, isto kot Gartnerja, Radio Zeleni val. Ja, pa to je super, ne? To je noro. To je noro. To je noro, lej. Tako, ta komad, kako bi napovedal ta komad? Lej, napovedal bi ga z enim lepim uvodom in sicer, da bi apeliral na moške doma, namreč slovenski moški so zaspali. Lej, slovenski moški, ženske izgovorim prav, moške pa nikoli. Slovenski moški so zaspali in so pozabili, da obstoja še kaj druga kot stacionarni, kako se reče položaj, ko gre gor pa je luč ugasnjena? Stacionarni? Kako se reče položaj, no, vidno veta. Misionarni, stacionarni. Misionarni, viš, ko ga ne izvajam, pa ne vem. Misionarni položaj, da še kaj druga obstaja v naših poslah in da ni ta film samo za fantazijo, ne? Da ne slovenski moški malo svoje ženske malo upeljajo v ta šeškarski svet, malo sadomazo, malo na easy lušno in to je v bistvu uvod in apel našega projekta, našega komada, da slovensko javnost malo prebudimo in naredimo iz nje malo nagajivosti. In o tem ta komad že 10 let pred odtenki sive govori. Ok, torej 50 odtenkov sive, Udari me. Močno. Udari miško me oho, udari miško me močno, udari miško me tako. Bejbo, ki je rekla udari me, ko sem jo udaril, mi je rekla, da je me še. Don't stop, gidi, don't stop, gidi, mi ga brca ruka in se ful šupiri. Htela se biti nežen in je rekla vse, ki me, ko sem jo vseko vedno pršili je. Da ne bo pomote, to ni bila bolečina, to je bilo tisko, na telesu je milina. Madonna je rekla, henki penki, nauterotika, sadi se masohizem, dej mi 2 antibiotika, da bom blag verjel, kaj sem doživel, da bom brček vse in zvedel, kako punco sem imel. To je bila mačka, ki para ni, divja vroča, vedno z mano bi. Odprl sem omaro in ven potegnil bič, ona na sebe je navesla nek svetleči kič. Šel se je začel sosede, glava je bolela, ona je pod mano lepo pesem pela. Udari miško me oho, udari miško me močno, udari miško me tako.
vse lepo razloži. Kako sem jo udaril na njeno lepo rit. Udarit ne pomeni udarit tak, da boli. Resnica je druge, poslušajte me vi. Poljub dotik, če nisi dober je umik. Medar juhami je dobro biti divi kot bik. Iluzija, fantazija, reče tisti, ki ne ve, da nežen udarec vedno zraven gre. Če ti pije tik in miren kot limona, ženska na njem prebudi demona. Moja bila je pasja kot hudič. Ko bil sem z njom in skoro odpadel je tic. Zdaj vem, zdaj me je naučila. Zdaj se moj gas zataknila. Komad Udari me, 50 odtenkov sive je navdahnil ta komad. Kaj pa kakšne osebne izkušnje? Imajo tukaj kakšno vlogo osebne izkušnje? Vita, si tu? Vita, te povej, Vita, tule služane prišla barovka, Vita, Udovič, pa tu, no mikrofon, no pej, Vita. Kaj sem znal, povej, njega z njima sem znal šeškat, jaz tudi v resnici. Ja, ne vem, ne, zdaj mene nisi glih na šeškov, ne? No, to je bila Vita, hvala lepa, se čujemo naslednji teden, ko si ti gostja. Lej, veš, kakšne osebne izkušnje so pa take, lej, to je pa, zdaj, Zeleni val je odprt radio, jaz to vem, vse možno, kar se zgodi, lahko se zgodi, pa kar se zgodi tu, ostane tu, ampak to je pa, lej, to je pa preveč, to je pa še za vas preveč, te moje osebne izkušnje s tem šeškenjem, tako da jih ne bi delil z javnostjo, ker lej, če želite službo obdržati, bolj, da tu ostane pač pri tem, da je bilo noro, ampak da se vsi sprašujejo, kaj je bilo, ne, dajmo se tako zmeniti, no. Torej, prihranimo za enkrat drugič. Ja. Dajmo se dotakniti enega filma, to je Vloga za Emo. Ja. V njem si tudi igral profesora nemščine, kako ti gre nemščina sicer, z kakšnih filmov si se mogoče naučil kakšno besedo? Ja, z pornografskih filmov predvsem, ne, ampak tu je bilo pač treba reči, zahl mir bitte einige unregelmäßige Verben auf. To je bila pač ta fraza z tega filma. Lej, to je pa res super izkušnja filmska. Zdaj film je začel pot po hrvaških kinih, moram tudi to povedati, da bo celo na hrvaškem hit, če bo Bog dal. In Vloga za Emo je, bom rekel, zgodba uspehov, najbolj gledan slovenski neodvisen film vseh časov, 35,000 gledalcev. Jaz sem del tega bil in sem res ponosen in vesel, da sem lahko bil zraven, tako da izpolnile so se mi te želje igralske, da dobesedno na filmu še nekaj pokažem in upam, da bo še kak projekt prišel, ne samo porno filmi, tudi kaj resnega, ne. Drugače, rad hodiš v kino? Le, to je pa moja strast, ne, drugače sem tudi filmski kritik že vrsto let in v bistvu kino pa filmi, to je boljš kot seks, le. To je edina stvar na svetu, ki je boljša od seksa, so filmi, le. To pa je iskreno, Vita, sorry, le, iskreno. Jaz sem slišal, da tebe ena specifična stvar moti na kinih, oziroma v kinih, ko si tam, ko gledaš film, te nekaj moti. Kaj si? Zdaj, da te moti, da ljudje jejo. A da ljudje jejo? Mislil sem, da se hoče kjera poljubljati z mano. Sem zašto rekel, ja, ne, veš kaj, mislim, lakrat mene jejo ljudje, ne? Ampak mene moti to, da ti čakaš v vrsti pri kartah, tiste ljudi, ki hočejo jest, ne? Pa jih pol ure čakaš, da priješ na vrsto, pa noter jejo tak na glas, da ti filma ne moreš gledati, ne? Tako da jaz ne razumem, da je kino postal kosilo, ne? Le, kosilo je kosilo, kino je kino. Tako da jaz se še poljubljam, ne, med filmom, tako da tudi bi na ljudi apeliral, da nehajo jesti v kino. Ko reš v kino gledaš film, ampak ne ješ. Pa bi se potih jedli, ljudje jejo na glas. Ljudje na glas jejo. To bi moč čuti, le. Ne vem, če veš, ampak to je noro. No, torej en apel Iztoka Gartnerja za vse, ki jeste v kino, dajte to delati potiho. Še en komad bomo slišali. A res, samo pa takole. Če lahko še nekaj rečem, predem me boste odrezala ven, da nam pozabo, please. Boštjan Završnik, vaš prijatelj, vaš sodelavec, me je pripeljal sem, ne, to moram omeniti in se mu moram zelo javno zahvaliti, direktno iz oddaje Top Music na TV Celju, direktno na Zeleni val, tako da sem rekel, Boštjan, televizija za mene premal, jaz moram danes imeti še radio in smo zrihtali bojo v enem dnevu, tako da svaka čast Boštjanu za tole lepo uslugo in lepo gesto. Ok, tako torej, še en komad, torej smo rekli, slovensko-hrvaški, kateri komad bo to? Ja, to je pa v bistvu prej bil Ivan Zak, gost, pa sem rekel, dajmo pa še zdaj malo mi vstati v tej špuri, to je pa komad Nema sunca. To mi je pa v bistvu zelo lep komad, v bistvu hrvaško-slovenski, s tem sem mislil takrat pred 10 leti prodreti na hrvaško sceno in mi je zelo žal, da nam to ni uspelo, da smo takrat nehali. Jaz sem takrat pač obupal nad glasbo, pa nad slovensko glasbeno sceno in sem se malo podal v druge stvari, na televizijo, na razne vdaje in tako naprej, ampak ta komad mi je še vedno eden najljubših na tem mojem albumu, zelo glasnem in mislim, da bo tudi ljudem, če ga bo nas prvi čuli in bo všečno. Naslov je pa Nema sunca, ja, lep komad, res lep komad. Vita, boma zaplesala? Sama ljubčkala? Ok.
vsi spomini so šli. Rekla mi je, da ne znam šteti do 3, čeprav vem, da sem bil tak kot nekoč bi Sean Connery. A kaj ne zdaj, ostal sem sam, po dnevi in po noči počeno srce imam. Ne vidim smisla, ne vidim naprej, vse bi dal, da spet prišel bi k njej. Nema sonca za mene i nema sunca za tebe. Nema naše ljubavi, nema ničeg gdje si ti. Nema sunca, odlazi. Nema sunca, sad sam sam. Nikom više ne pripada. Nesreča je bolezen, ki je nimam rad. Zgodilo se je tisto, kar je rekel moj brat. To bil sem v Dalmaciji in pil 2 pira. Zraven bila je punca, bolj seksi kot Shakira. Ljubezen je bila, malo stala in šla. Dušo je ta punca strgala. Žalost, solze, trpljenje ni zdravilo. Zakaj ravno meni se je to zgodilo? Nema sunca, sad sam sam. Nikom više ne pripada. Nema naše ljubavi, nema ničeg gdje si ti. Nema sunca, odlazi. Ma nema sunca za mene. Nema sunca za tebe. Takole poslušate Radio Zeleni val. V našem studiu je Iztok Gartner. Iztok, torej pričakujemo video na YouTubu za pesem 50 odtenkov sive Udari me. Hvala ti za obisk v studiu. Preko si rekel, da poslušamo Radio Zeleni val, si se zmotil, ne? Moraš reči, poslušamo Radio Zeleni val, najboljši radio na svetu. A ja, tako, absolutno, ja, hvala. Da se boš naučil za naslednjič. Ja, lej, tako sem rekel, v kratkem času, mislim, da kakšen teden po moje, veš kaj bi rad bi, da ga še en profi v roke dobi, da še mogoče malo, tisto, kar mi nismo videli, da on še malo mogoče dodela, da bo še boljši kot je in pol pač dal blagoslov, ker lej, v kino je bila kinoverzija, na YouTube je pol forever in bi rad res perfekcionistično, da je v nulo narejeno in zato še malo čakam, da mogoče še kak poprave, kak barni filter, da recimo Vito ven zrežemo, če ni dosti dobra vlada, je pač ne bo noter, to bomo videli, kam bomo naredili, no. Tako, že čakamo tale izdelek. Hvala za obisk v studiu. Že konca, kaj? Ja, take dobre stvari trajajo malo časa. No, dobro, to je relativno. Ne? Ampak gledaj, tako bo te rekla Vita, tako bo, ne? Si bil daljši, kot ponavad. Ali ne, ali... Ja, ponavad sem 3 ure gost, ne? 3, ja, nočni program. Ja, gost. Ja, tako, torej, to je bil Iztok Gartner. Isto, kaj bi povedal za zaključek našim poslušalcem? Lej, glede to radio, kak si mi jezik petlasen, že zmatram, veš, glede na to, da je to Radio Zeleni val, bom rekel radio s pozitivno energijo, kot slišim, da govorite, zelo sem vesel, da sem danes tu, ne, in poslušalcem bi rekel, kljub tej krizi, veš, temi napornimi stvarmi, ki nas spremljajo vsak dan, imejte se radi, veliko seksite, pa veliko se šeškite, pa to menjujte med sabo, ne, se pravi, ne, da je vedno isti vrstni red, se pravi,
najprej imeti rad, pol seksati, pol šeškat, najprej se lahko šeškat, pol se imaš rad, veš, da mešate pač skozi cel dan te 3 panoge in se boste imeli res fajn in bo vse ostalo bo v bistvu se zameglilo, te razni problemi in tako ne. Kako ste spametni, to je noro. Ja. Tako s temi besedami Iztoka Gartnerja tudi zaključujemo današnji večer. Hvala, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi meni se fecija jezik za pozornost. In torej, kot je rekel Iztok Gartner, Radio Zeleni val, pozitivna energija in lahko noč.